Ponedeljek, kava, sestanki in tisti občutek, ok, gremo. Razdelimo si naloge in začnemo. Prva stvar na seznamu, akcija. Čistimo skladišče. Knjige za samo 7 evrov. Potrebujemo prostor za nove knjižne naslove. Manca medtem že oblikuje novo knjigo o seriji Nogometastični, ilustracije so noro dobre, komaj čakam, da jo vidite. Mene pa so medtem poslali po najpomembnejše zaloge, kavo in mleko. Brez tega goriva ne moremo. Ko se vrnem, pa presenečenje. Prva pošiljka tedna. Katalogi za prodajo avtorskih pravic. Vzporedno pripravljamo novo knjigo, pravzaprav risoroman na jugu velemesta. Čez 14 dni gre v tiskarno, a do takrat je še veliko lektoriranja, postavljanja in preverjanja. Najbolj stresni del pa je računanje cene. Vedno isti dilema. Predrago ali prepoceni. Ko končno premagamo Excel, čez da zapakiramo naročila, ki so se nabrala čez dan in jih odnesemo na pošto. In s tem se pisarniški del dneva konča. Doma čaka še zadnja misija in sicer urejanje Facebook oglasov za knjigo o fraktalih in izobraževanje, ki se hitro približuje. Torek. Na Malincu delamo 2 dneva v tednu hibridno. Ob 9 se priklopim na prvi Zoom, pripravljen na knjižni sejem so v polnem teku. Torek je pri meni bolj administrativen dan. Papirologija, e-maili, dogovori. Po kosilu se odpravim v Medvode, kjer snemamo letošnjo rezidentko za humanistično rezidenco Branislave Sušnik, ki prihaja iz Argentine in raziskuje Medvode. V prihodnjih videih bom povedal več o njej, verjemite, zgodba je noro zanimiva. Snemali smo v kozolcu kulture Prpetač v Šlepah, kjer je tudi razstava naše rezidentke. Posneli smo intervju in nekaj detajlov, potem pa hitro nazaj v pisarno. Tam sem počakal do 6, kjer je zvečer v knjižnici Medvode sledila še predstavitev rezultatov letošnje rezidence. Predstavitev je bila v knjižnici Medvode, res eni najlepših knjižnic v Sloveniji. Tam je Filip dobil novo idejo. Kaj če bi naredil serijo, kjer obiščemo vse knjižnice po Sloveniji in jih ocenimo? Kaj mislite? Sreda pri Malincu pomeni spet delo od doma. Danes smo začeli z urejanjem mailov in nastavljanjem Facebook oglasov. V ekipi smo se dogovorili, da vam danes pokažemo nekaj posebnega. Originalno špansko naslovnico 6. dela Nogometastičnih. Tako bo videti nova knjiga. Naslov pa Skrivnost zakletega gradu. Zveni noro, kaj ne? Ob 12:40 pa se napokamo v avto in se odpeljemo na kosilo, kjer se dobimo z založniško kolegico. Glavna tema pogovora je seveda knjižni sejem. Po kosilu skočim še v pisarno, kjer odpošljem pakete. Danes jih je res ogromno, ker je iz tiskarne ravno prispel ponatis knjige Strategije motiviranja za branja. Knjiga je že na voljo v naši spletni trgovini. Četrtek. Končno dan v pisarni in kot vedno začnemo dan z dobro kavo. Prejšnje dni nam oglasi za garažno odprodajo niso šli ravno po načrtu, zato sem danes zavihal rokavi in začel delati nove grafike. Včasih je rešitev samo v svežem pogledu. Ker pa same slike niso dovolj, sem si zamislil še kratek video, tak da res ujame pozornost, torej snemanje, montaža in testiranje. Medtem pa naš drugi oblikovalec že pridno postavlja knjigo na južni strani velemesta. Ta knjiga bo nekaj posebnega. Risoroman. Je res, komaj čakam, da ga primem v roke, ilustracije so res noro dobre. Kakšen stil ilustracij pa je tebi najbolj všeč? Petek. Danes urejam videoposnetke za družabno omrežje in pišem scenarije za nove videe. Poleg tega pa še ena naloga, ki vedno vzame več časa kot misliš, in sicer pakiranje knjig za knjižni sejem v Frankfurtu. Vse knjige, kataloge in materiale smo morali spraviti v škatle, jih zmetati v avto in dostaviti na Jak, ker jih bo že v ponedeljek kombi odpeljal v Nemčijo. Mimogrede, Jak, javna agencija za knjigo, je ena najpomembnejših slovenskih podpornikov knjig, mogoče bi morali enkrat pokazati, kako tam vse skupaj izgleda, mislim, da bi vas to res zanimalo. Sobota. Ja, tudi v soboto delamo, no tokrat malo drugače. Potujemo. 3 člani Malinčeve ekipe smo se danes odpravili na knjižni sejem v Madrid, ki se imenuje Liber. Leteli smo iz Benetk v Madrid in iskreno, to letalo ni ravno vzbujalo zaupanja. Ampak let je bil miren, kar je najpomembneje. In ko smo pristali, nas je pričakalo popolno vreme, sonce, modro nebo in 30 stopinj. Mi na toplem, medtem pa v Sloveniji že sneži. Odločil sem se, da bom posnel še vlog o Madridu. Malo bolj podrobno bom razložil, zakaj smo tukaj, kaj vse nas čaka in kako je knjižni sejem videti skozi oči založnika. Če ti je bila serija o tednu pri Malincu všeč, nam bo res veliko pomenilo, če jo deliš in nam slediš za še več zakulisnih vsebin.